pozdrav. Vesel sem, da smo se zbrali tako število. Konec leta je prvo, da se zberemo na programu, ki vse te zveza beleži. Se sam predstavljam, moje ime je Drago, ki sem malo pomagal pri same promocije vašega za športa. Leto in okoli pa prav, da na koncu besedo podam najprej predsedniku. Lepo pozdravljeni vsi prisotni predstavniki medijev, športniki, starši, trenerji, člani komisije, naše zveze. Z veseljem in čas mi je, da lahko na koncu leta naredimo s pomočjo gospoda Draguta kakšno tiskovno konferenco za proglasitvijo športnikov leta naše zveze, se pravi najuspešnejših športnikov v posameznih kategorijah, starostnih kategorijah govorimo. In da kar preidem k bistvu, v letošnjem letu je naša reprezentanca, mimo glede naša zveza 32 klubov, zabeležila velike uspehe, skoraj bomo rekli zgodovinske uspehe. Namreč v naši reprezentanci je sodelovalo 41 tekmovalcev med mlajšimi, med kadeti in mladinci in 21 tekmovalcev v članski vrsti. Imeli smo evropska prvenstva med člani in svetovno mladinsko in kadetsko prvenstvo za te kategorije. Uspehi, bomo rekli, res so zgodovinski, namreč v Bratislavi na svetovnem prvenstvu kadetov in mladincev smo osvojili 16 medalj. Imamo enega svetovnega prvaka, ki je tudi tukaj prisotni, to je Jaka Hudales. Imamo 7 srebrnih in 8 bronastih kolajn. Moram reči, da je bilo na tekmovanju 60 držav oziroma 1600 tekmovalcev. Sodelovali smo tudi na 2 delih evropskega prvenstva. Moram poudariti, da pač kickboxing zveza deluje pod okriljem VAKO organizacije, najmočnejše organizacije, ki je v svetu, ki pokriva ta šport. Imamo v 2 delih evropsko prvenstvo, ki je pač kar nekaj disciplin. In v prvem delu na evropskem prvenstvu, ki je potekalo v Turčiji, smo imeli 2 prvaka, in sicer Aleša Lorbera in Mitu Potočnika. Bronaste medalje sta osvojila še Sabina Bec in Grega Rudolf. Na drugem delu evropskega prvenstva, ki pa potekalo v Romuniji v Bukarešti, pa je evropskega prvaka osvojil Dejan Weiss. Imeli smo še bronaste, Izabela Kovačič, Tilen Zajc, Primož Bračič, Gregor Stočanek in Slavko Majkovič. Kar še je zelo pomembno, da sta Tilen Zajc in Gregor Stočanek z osvojitvijo medalje, to je bil pogoj, sta se uvrstila na druge svetovne igre, Sport World Combat Games, ki bodo naslednje leto v Sankt Petersburgu. To je tudi eno priznanje za našo zvezo in naše športnike, pa trenerje. Še eno zanimivost, vsi športniki bi si želeli biti v olimpijski družini, to je zelo pomembna zadeva. Moram povedati, kaj se je zgodilo na koncu letošnjega leta. Predsednik naše VAKO svetovne organizacije Ennio Passoni je bil na sestanku z predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja, kjer so ugotovili, da imamo vse pogoje, da nas olimpijski komitej prizna. 125 držav je že včlanjenih v VAKO organizacijo iz 5 kontinentov, od tega pa govorim približno 95 držav priznava nacionalni olimpijski komitej. Veliki korak naprej in seveda upamo mi vsi, predvsem pa naši mladi športniki, da bomo nekoč tudi v družini olimpijskih športov. Hvala. Ja bom še povedal to, da imamo, kot veste, imamo 7 disciplin v kickboxingu. To je point fight, bivši semi-kontakt, light kontakt, kick light, glasbene forme, low kick, K1 in full kontakt. Tako da smo kar vsak si lahko dobi pač svojo disciplino, v kateri se želi podavati. Imamo izredne možnosti, imamo izredne možnosti za priti v
svetovno organizacijo, mednarodno organizacijo Olimpijskega komiteja. Pogovori so v teku, imamo zelo pozitivne odzive, izpolnjujemo dejansko vse pogoje, zdaj bo mogoče še malo politika na nivoju mednarodnega olimpijskega komiteja povedala svoje, tako da v bistvu zveza napreduje. Sama Vako zveza ima trenutno 127 držav iz vseh kontinentov, tako z Avstralije, Južne Amerike, Nove Zelandije, Afrike, Evrope, celo Azije, se sem rekel, vklopil par držav, tako da v bistvu vse napreduje. Moramo povedati, da kar je v novem sestavu zveze, začeli smo, ko smo prevzeli 16 klubov, bilo zdaj trenutno imamo 32 klubov, plus en klub, ki smo že pogojno sprejet, to se reče, da imamo 33 klubov, da dolgo napredujemo. Zato smo se mi tudi odločili, že dansko leto, oziroma drugo leto zapored, da bomo proglasili glede na izredne rezultate, ki jih imamo, bomo proglasili tudi športnike v posameznih disciplinah in to bomo začeli kar z najmlajšimi, mlajše kadetinje. Najšportnica je Tina Balog, ki je osvojila prvo mesto na državnem prvenstvu, svetovnem prvenstvu drugo mesto in pa svetovni pokal drugo mesto. Kot drugi mlajši kadeti je Tadej Kolander, drugo mesto na svetovnem prvenstvu Bratislava in prvo mesto državno prvenstvo Slovenije. Tu imamo starejše kadetinje, Teja Toplak, svetovno prvenstvo v Bratislavi, drugo mesto, Olimini svetovni pokal, drugo mesto, državno prvenstvo, prvo mesto. Starejši kadeti, Dejan Kociper, tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Bratislavi, prvo mesto državno prvenstvo in prvo mesto na svetovnem pokalu najmočnejši. Tukaj imamo mladinke, Urša Trdin, Bratislava, drugo mesto svetovno prvenstvo, državno prvenstvo, prvo mesto in svetovni pokal Rimini prvo mesto. Nažalost je odsotno. Naslednji mladinci, najuspešnejši mladinci Iljaka Hudales, prvo mesto svetovno prvenstvo Budimpešta, prvo mesto državno prvenstvo in v light kontaktu in prvo mesto državno prvenstvo v Vajnfalcu. Članice. Najuspešnejša članica tega leta je bila Sabina Pec, ki je na Evropskem prvenstvu v Ankari dosegla tretje mesto in prvo mesto na državnem prvenstvu. In pa najšportnik, žal tudi odsoten zaradi službe, na svetovnem pokalu v Rimini v prvo mesto, državno prvenstvo v prvo mesto, Evropsko prvenstvo v prvo mesto. Mitja Potočnik. Želel bi poudariti, da smo izpostavili res samo najvišje rezultate, poleg teh kar ogromno prvih mest, pa drugih mest z raznih svetovnih pokalov, pa evropskih pokalov, tako da bi še enkrat čestitev vsem skupaj. Zdaj mogoče kaj izkoristiti tudi, da imamo v naši družbi Sabino, stamo par vprašanja Sabine, nekaj iskrene čestitke. Kaj ti pomeni to priznanje, ta plaketa? Ja, vsekakor je bilo to prvo prijetno presenečenje, ki se sploh nisem verjetna. En trud, mislim, ena nagrada za trud, ki sem ga vložila, pa vsekakor zelo spodbuda tudi za naprej. Možno še poviše pismo, zdaj še počneš Kaj te čaka? 2013, tam v Alni City? Ja, vsekakor prvo je januarja svetovni pokal v Italiji,
Unija, še tudi ena omenja še tekmo v Italiji, vmes bilo državno prvenstvo, potem pa mislim, da v jesenskem času ponovno svetovno prvenstvo, upam, da bo uspelo tudi kaj više kot lani in letos, da bo na kratko. Še en aplauza. Predsednik, letos se bo zelo uspešno, če si pa zveza želi v 2013. Kaj se želimo zdravja pa sreče, res tako, to želimo tudi vsem ostalim, da bo njeno zvezo, kar izkoristiti priložnost, sreče, polno in zdravja, vam bližjim, družinjem in tako dalje. Drugo pa želimo, da nadaljujemo po isti poti, moram reči, da je tim odličen od predsedstva, od našega generalnega sekretarja, moj desni, se zelo dobro izpopolnjujemo, od komisij, od vseh komisij, ki delajo v naši zvezi selektorske, tehnične komisije, ki skrbi za licenciranje trenerjev, sodniške organizacije, tekmovalne organizacije, disciplinske komisije in nadzornega odbora. Če sem koga pozabil, se čujem, imamo tudi predstavnika, ki se pripotuje z nami po vseh predstavnih, ki se trudi, daje informacije in seveda uspehne. Trenerje, ki ste tukaj neste, pa zadolženi, da delate vsaj tako kot je zdaj, ali pa še boljše in da imamo rezultate. Kajti zveza brez tekmovalcev ni zveza, vendar tekmovalci tudi brez zveze niso tekmovalci, kaj zastopimo šli novim uspehom. Hvala.